Skratka, današnja tema bo hvaležnost, kar je meni najbližja tema, tudi da se jaz spet malo uvedem nazaj v te naše tedenska druženja. Tako da hvaležnost. Prosila vas bom že na začetku zdaj, da se mogoče usedete, zamižite in se spomnite 3 stvari, ki so vam danes ali polepšale dan, za katere ste mogoče na splošno hvaležne, oziroma za kar ste danes hvaležne. Neke 3 malenkosti, ki vam prve padejo nekako v glavo, nič se ne preveč obremenjevati, prve 3 stvari in samo majčkeno razmišljate o tem. Super. Zdaj, mene ne rabi čisto nič zanimati, kaj imate v glavi. To je čisto spet osebna stvar za vsakega. Ampak čisto kot primer recimo, lahko si za mantro, za današnjo prakso, za današnjo uro, si za mantro lahko izberete eno izmed teh 3 stvari, ki ste se jo zdajle zamislili v glavi. Lahko pa vzamete recimo eno izmed teh 3 manter, ki so tudi meni zelo luštne, blizu. Prva je: hvaležna sem za obilico ljubezni, ki me obdaja. Torej, hvaležna sem za obilico ljubezni, ki me obdaja. Druga je: cenim preproste radosti, ki mi jih življenje daje danes. Cenim preproste radosti, ki mi jih življenje daje danes. In tretja: hvaležna sem za izzive, ki mi pomagajo rasti. Torej, hvaležna sem za izzive, ki mi pomagajo rasti. Živja, Urša. Ajle. Mi smo lihkar začele. Čisto da te na hitrico uvedem, smo si izbrali eno mantro na temo hvaležnosti za današnjo prakso. Tako da lahko si na hitrico zapreš oči, mogoče pomisliš na 3 stvari, za katere si danes ali hvaležna, ali so ti polepšale dan. Čist v miru neka osebna stvar. Pa še en za uvod, en quote, ki je meni tudi ful všeč. Obstajata 2 načina, kako živiš življenje. En način je, kot da nič ni, čudež, in drugi način je, kot da je vse čudež. Tako da, mogoče si zdaj vzamete sekundo, pa se odločite, če si boste vzeli eno izmed teh manter, ali kar sem jaz prebrala, ali kar ste si same zamislili. Če vam pa to, kakor sem že rekla, če vam to ni, če vam to danes mogoče ne odgovarja, nič hudega, lahko samo naredimo skupaj jogo. Tako da evo, kar začnemo. V sedečem položaju, lahko sedite na svojih petah, lahko s prekrižanimi nogami. Roke, dlani počivajo na vaših kolenih, stegnih ali v naročju. Zapreš oči in počasi začneš umirjati svoj dih. Opazuješ dvigovanje in spuščanje svojega prsnega koša. Opazuješ, kako se tvoj trebušček napolni in izprazni.
Sprostiš mišice v obrazu, čeljust. Sprostiš celotno telo. Z naslednjim vdihom pripelješ roke nad glavo, raztegneš hrbtenico in izdih roke nazaj navzdol. Vdih roke nad glavo, raztegneš hrbtenico, mogoče zadržiš dih za moment in izdih roke navzdol. Še enkrat vdih roke nad glavo, raztegneš hrbtenico in izdih roke navzdol. Super. Počasi začnemo s kroženjem glave, torej globok, velik krog v eno smer. In zamenjaš smer v drugo stran. Tvoje dihanje je kar se da enakomerno. In prideš v sredino. Pripelješ ramena navzgor in jih zaokrožiš nazaj in navzdol. Vdih ramena navzgor in nazaj navzdol z izdihom. Nadaljuješ v svojem tempu, tako počasi ali tako hitro, kot paše tebi. In zamenjaš smer. Povezuješ gibanje s svojim dihom. Super. Prideš nazaj v sredino in spet z vdihom roke nad glavo. In z izdihom pripelješ komolce navzdol in lopatice skupaj. Vdih roke nad glavo in izdih spet lopatice skupaj. Lahko pogledaš še majčkeno navzgor, odpreš prsni koš. Vdih in izdih. In še zadnjič vdih in izdih. Res najdeš nek globok razteg, globoko odpiranje prsnega koša. Z vdihom prideš nazaj navzgor in roke postaviš ob telo. Super. Pridemo v položaj vseh štirih, tabletop. In počasi z vdihom pripelješ trebuh proti navzdol in pogled navzgor. Izdih zaokrožiš hrbtenico. Vdih spet trebušček navzdol. Izdih zaokrožiš hrbtenico. Še dvakrat v svojem tempu. In počasi dodajamo gibanje v ta cat-cow. Torej, počasi mogoče začneš z levo, desno delati s svojimi boki. Dodaš še ramena.
dodaš mogoče še glavo, lahko se premikaš levo, desno, lahko se premikaš naprej, nazaj. Torej ne gledaš v ekran, lahko celo zapreš oči in res poslušaš svoje telo, kam te pelje, kakšne gibe potrebuje, kakšnih gibov si želi. To gibanje je popolnoma tvoje. Super. Počasi prideš nazaj v sredino, torej v začetni položaj na vseh 4 in se spustiš s trebuščkom proti tlem v ležeč položaj. Roke postaviš majčkeno naprej, nekako v višini svojega nosa in se z izdihom potisneš navzgor v mini kobro. In izdih nazaj, navzdol. Torej valovimo svojim zgornjim delom telesa. Vdih je navzgor, izdih navzdol. Vsakič lahko prideš samo milimeter višje oziroma globje v back bend. Super. Če želiš, če si pripravljena, lahko pripelješ roke nekako v višino tvojih prsi in se potisneš navzgor v up dog. To ni nujno. Samo če želiš, če je tvoje telo pripravljeno, če ti paše. Super. Pridemo nazaj navzdol. In se potisneš nazaj, zadnjico v naš prvi child's pose. Roke so stegnjene naprej, čelo počiva na blazini. V takih momentih se lahko spet spomniš na svojo mantro, na svoj stavek, na kar si hvaležna. Z naslednjim vdihom prideš spet na vse 4 in zahakljaš svoje stopala in pridemo počasi v prvi in eden redkih down dogov danes. Torej, če prvič delaš down dog, bom majčkeno vodila malo bolj detaljno čez. Torej, zahakljaš stopala, zahakljaš prste in počasi začneš svojo zadnjico iti navzgor. Navzgor, navzgor. Torej, kar je tukaj pomembno, ni, da so noge stegnjene. Pomembno je, da je hrbtenica ravna. Torej, če tvoje noge zdajle trenutno niso raztegnjene, kar tudi moje niso, je to čisto okej. Lahko začneš še malo premikati levo, desno, eno peto proti tlem, drugo peto proti tlem. Super. In
pripelješ desno nogo navzgor in stopiš naprej. Lahko si pomagaš, torej stopiš do sredine in si potem z roko pomagaš do lounge. Lahko pa, če želiš, pripelješ nogo navzgor in stopiš naprej. Torej desno nogo, ne vem, če sem omenila, desno nogo naprej. Levo koleno pride do tal. Najprej najdeš eno sredino tukaj, majčkeno si oddahneš od down doga in z dihom pripelješ roke navzgor. Roke so lahko stegnjene navzgor, lahko pa so pred tvojim srčnim centrom v položaju prayer. Ostanemo tukaj, jaz bom samo nekoga mutala. Mogoče tukaj najdeš še neko gibanje, z boki potiskaš navzdol, ampak samo, če ti to paše. Če želiš, lahko roke postaviš tudi na ledveni del, odpreš prsni koš, če ti paše, pogledaš navzgor. Super. Pripelješ roke nazaj navzdol in potisneš zadnjico nazaj. Pridemo v half split, Ardha Hanumanasana, polovična špaga. Sprednja noga, desna noga je v fleksu, stopalo je torej v fleksu, prsti gledajo navzgor proti nebu. Razmišljaš o tem, da desni bok potiskaš majčkeno nazaj in levega naprej. Tako da so boki v ravni liniji z tvojo blazino. Z vdihom prideš spet nazaj v half lunge, low lunge, pogled navzgor in izdih nazaj v Ardha Hanumanasana. Vdih, low lunge, izdih, nazaj. Vdih še enkrat naprej. Izdih nazaj. In še zadnjič pridemo naprej. In spet se potopimo v Ardha Hanumanasana. Dih je umirjen. Misli so umirjene. Levo roko počasi pripelješ nekako tako na sredino med sprednjo peto in zadnjim kolenom. In odpreš desno roko navzgor v twist. Če želiš, si tukaj lahko pomagaš z yoga blokom. Torej, če ti je ta twist preglobok, prideš na yoga blok, ga postaviš na tla in greš v twist. Super, pridemo nazaj v sredino, odmakneš yoga blok, če ga imaš. Low lunge, dvigneš zadnje koleno in stopiš na hitrico v plank, v down dog in počasi v child's pose.
Ponovno si vzameš čas, da zadihaš, da se umiriš. Se spomniš na svojo mantro. Z naslednjim vdihom spet prideš v položaj vseh štirih in naredimo enako kot na prejšnji strani. Torej najprej zahakljaš prste navzdol, dvigneš zadnjico navzgor, pridemo v down dog in leva noga naprej stopiš v low lunge. Desno koleno pride na tla. Najprej najdeš sredino, vdihneš, izdihneš. Ko želiš, če želiš in si pripravljena, pripelješ roke nad glavo. Spet po želji roke lahko pridejo pred srčni center, v samastiti ali na ledveni del, če želiš, mogoče poglobiti razteg v sprednjem hip flexorju. Lahko zapreš oči, lahko razmišljaš o dihu. Z naslednjim vdihom pripelješ roke spet navzdol in potisneš zadnjico nazaj v Ardha Hanumanasana, polovična špaga. Uporabiš svoj dih, da najdeš pravilno alignment, ne poznam slovenščine zdajle. Torej, lev bok nazaj, desni bok majčkeno naprej, prsti na nogi, sprednji nogi gledajo navzgor. Z vdihom prideš spet v low lunge, pogled navzgor in z izdihom zadnjica nazaj, prideš v half split. Vdih naprej, low lunge. Vse te gibe lahko in je zaželjeno, da delaš v svojem ritmu, v ritmu svojega diha. Za mene je to četrtič. Ko si četrtič mimo, čez to kombinacijo gibov, se dobimo spet v Ardhi Hanumanasani. Uporabiš svoj dih, da greš mogoče milimeter globje v razteg. Vdih in z izdihom probaš iti globje. Z naslednjim vdihom spet pridemo v twist, torej roka pride majčkeno bolj nazaj oziroma nekako na sredino in z izdihom prideš v twist, leva roka navzgor. Pogled, če želiš, če lahko, je pa usmerjen navzgor proti nebu, proti stropu.
In z izdihom nazaj v sredino. Preko low lunge v high lunge stopiš nazaj v kratek plank, na hitrico še v down dog ali pa, če ti do tega ni, se dobimo spet v child's pose, pozi otroka. Mogoče opaziš razliko, kako se počuti tvoje telo zdaj in pred vsemi temi gibi. Je telo lažje, bolj lahkotno. Je mogoče kaj stresa šlo ven iz telesa. Za vse te majhne stvari, za vse te gibe, za vse te majhna darila, ki nam jih praksa da, smo lahko hvaležni. Super. Počasi spet pridemo na vse 4 in še v današnji zadnji down dog, potisnemo zadnjico navzgor. Spet najdemo en lep razteg v hrbtu, lep razteg v zadnjem delu nog. In se počasi sprehodimo naprej proti začetku naše blazine. Ko prideš do začetka blazine, tvoje telo lepo obvisi navzdol. Naj gravitacija naredi svoje. Sprostiš vrat, sprostiš glavo, da globoko in težko pade navzdol. Če ti paše, lahko kolena mikro skrčiš, lahko jih tudi bolj skrčiš. Skratka, razmišljaš mogoče o tem, kako paše tvojemu telesu v tej pozi. Skrčena kolena, stegnjene noge. Lahko dodaš gibanje telesa levo-desno. Raziskuješ, lahko pa ostaneš v popolnem miru in brez gibanja. Super. Res počasi pripelješ zadnjico do tal in se usedeš v metuljčka. Jaz se bom obrnila proti vam, da me boste lažje videli. Skratka, stopala prideta skupaj en k drugemu. V metuljčku ste lahko tako, da so stopala, da so pete čisto blizu vaših bokov. Če je to preveč, če je to prevelik razteg, brez problema pripelješ noge stran od svojih bokov, kolikor daleč želiš. Če tvoj tukajle negativni prostor zgleda kot kvadratek, je to čist ok. Torej, najdeš en svoj razteg, primeren današnjemu dnevu.
In začnemo metuljčkati, torej s koleni gor in dol. Lahko gresta oba dva kolena naenkrat, lahko enega in drugega, kakor ti paše, raziskuješ. Super. Z naslednjim vdihom ustaviš kolena in z vdihom pripelješ roke navzgor in z izdihom leva roka do desnega kolena in desna roka pride nazaj za hrbet. Spet naredimo en tak lušten twist, pogled nazaj. Tukaj se osredotočiš na to, da je tvoja hrbtenica ravna, vrat je podaljšan, predstavljaš si, kot da te nekdo tukaj za krono glave vleče navzgor. Tukaj spet je zelo priročno uporabiti svoj dih. Z vdihom podaljšaš hrbtenico in z izdihom mogoče potisneš zasuk še milimeter globje. Z naslednjim vdihom pripelješ roke spet nazaj nad glavo in se odsukaš. Roke navzdol za moment. Spet vdih, roke nad glavo. In z izdihom zasuk v drugo smer. Spet lahko uporabiš svoj dih, z vdihom podaljšaš hrbtenico. In z izdihom globje v zasuk. Z naslednjim vdihom, spet s rokami navzgor, se odsukaš in pripelješ roke na stran. Jaz se bom sam premaknila. Počasi, kontrolirano, se vretence po vretence uležeš navzdol v Supta Baddha Konasano. To je kakor šavasana, samo z pokrčenimi koleni, torej noge ostanejo v metuljčku. Roke lahko počivajo na stegnih, lahko počivajo na tleh ali na vašem trebuhu. Če želiš, lahko desno roko daš na svoj trebuh in levo roko na prsni koš in opazuješ dviganje in spuščanje tvojega trebuščka in tvojega prsnega koša. Če ti uhajajo misli, se spet vrneš do svoje mantre. Z naslednjim vdihom počasi pripelješ kolena skupaj in
pred svoj prsni koš, se zarulaš v eno tako žogico, lahko objameš svoje noge, svoja kolena, lahko dvigneš glavo navzgor, se zagugaš levo, desno. Lahko za moment ostaneš tukaj. Če želiš, se pa lahko meni pridružiš pri sveči, ki je super poza za zvečer, zato da požene kri navzgor, torej navzdol, proti tvoji glavi in ti umiri telo. Tako da, če želiš, lahko ostaneš v žogici, lahko pa naredimo skupaj svečo. Torej, noge pripelješ navzgor in ne bom preveč razlagala, ker smo vsi sveče delali v osnovni šoli. Pripelješ rit navzgor in si pomagaš z rokami, za hrbtom prideš v svečo. Ne pozabiš na dihanje. V sveči ostaneš toliko sekund, kot ti paše. Če ti je dovolj, se lahko vrneš v žogico, počasi, kontrolirano. Če si še v sveči, opazuješ, kakšni občutki prihajajo v tvoje telo. Opazuj svoja stopala, noge, se kaj spreminja, občutiš kakšno razliko. Počasi prideš ven iz sveče in nazaj v žogico. Stegneš desno nogo, kjerkoli si. Malo pomigaš z levim kolenom, levo, desno. In pridemo v spinal twist. Torej, pripeljemo tvoje levo koleno preko telesa do tal, če gre, na desno stran. Okay? Tvoja ramena ostajajo oba, če se da, na blazini na tleh. Leva roka se stegne stran od telesa in če gre še pogled, glava se zasuka proti levi roki. Tukaj spet si pomagamo z dihom. Vsak izdih je priložnost za mogoče milimeter globji razteg. Mogoče se ponovno spomniš svoje mantre. In počasi prideš nazaj v sredino. Oba kolena spet objamaš lahko v telo, se zagibaš levo, desno in stegnemo levo nogo navzdol. Pomigaš z desnim kolenom in ko si pripravljena, spet potisneš svoje desno koleno tokrat preko telesa na levo stran.
Desna roka se raztegne od telesa in pogled proti desni. Če želiš, si lahko tudi pod koleno postaviš bolster oziroma deko ali yoga blok, tako da si v majčkeno bolj udobnem položaju. Uporabljaš in opazuješ svoj dih. In sproščaš mišice. Ko si pripravljena, spet prideš nazaj v sredino. Še zadnjič močno objameš svoje noge, svoje kolena. Si daš en tak velik objem. In se pripraviš na šavasano. Stegneš svoje noge. V tej priliki, če te zebe, lahko vzameš svojo deko, lahko vzameš kakršenkoli poloverček, se majčkeno pokriješ, tako da ti je udobno. Bom počakala minutko, če se katera želi obleči. Super. Ležiš na tleh in počasi zapreš svoje oči, če še tega nisi naredila. Najprej opaziš svoj dih. In z njim počasi sprostiš mišico po mišico v svojem telesu. Sprostiš svoj obraz, noge, roke. Z vsakim izdihom se kakršnakoli teža tvojega telesa odmakne stran. Pustiš telesu, pustiš okončinam, da padejo, tako kot jim je najbolj udobno. Počasi si zamisliš nek kraj, kjer si srečna. Zamisliš si kraj, stanje tvojega duha. Tam ali takšno, kot bi bila tvoja najbolj srečna verzija sebe.
Opazuješ, kako se počuti tvoje telo. Opazuješ, kaj te obdaja. Opazuješ, kdo te obdaja. Opazuješ svoje misli. Opazuješ barve. Mogoče celo občutiš sonce na tvojem obrazu, občutiš veter. Lahko slišiš ptice, slišiš šelestenje drevesa. Opazuješ občutke, ki te obdajajo, ko si tam, kjer si najbolj srečna. Pustiš, da te občutki popolnoma preplavijo za naslednjih nekaj minut. Počasi se svojim dihom vrneš nazaj v ta trenutek, v katerem si. V svoje telo povabiš rahlo gibanje. Lahko pomigaš s svojimi prsti na rokah, s prsti na nogah. Lahko raztegneš hrbtenico, pripelješ roke nad glavo. Nazaj prebudiš svoje telo. Ob svojem času
prideš v sedeč položaj z zaprtimi očmi. Opazuješ svoje dihanje. Z naslednjim vdihom pripelješ roke nad glavo. Z izdihom roke pred srčni center. Se rahlo prikloniš in se ponovno spomniš, kje si bila, ko si bila najbolj srečna verzija sebe, kaj te je obdajalo, kdo je bil ob tebi, in se spomniš, kaj vse v tvojem življenju že imaš iz te srečne verzije sebe. Opazuješ, koliko sreče te že obdaja tukaj in zdaj. Še zadnjič se zahvalimo stvari, ki je bila danes tvoja mantra. Poleg tega se zahvalimo še našemu telesu, ki nam omogoča vso to gibanje. In se zahvališ sami sebi, da si danes vzela čas za svoje zdravje, za svoje dobro počutje. Hvala še od mene, da ste danes s mano preživele 1 uro obdane s hvaležnostjo. Hvala.